Pozdravljeni. Danes bom spregovoril o tematiki, ki je rahlo delikatna za vse nas navdušence nad motošportom. Govorili bomo o kvaliteti novic, ki nam jih taki ali drugačni mediji podajajo. Povod za to moje kratko osebno razmišljanje je članek, ki sem ga prebral na spletni strani racefans.com 8. aprila. V njem Daniel Ricciardo je kritičen do Formule 1. Ni še pozabil tistih neštetih ponovitev nesreče Romana Grosjeana iz velike nagrade Bahreina v sezoni 2020. Res, se strinjam, dramatični posnetki. Nesrečo Roman jo je odnesel brez večjih poškodb, a vseeno. Sam Daniela razumem. Prvič zaradi tega, ker bi se lahko znašel na mestu Grosjeana tudi sam. In drugič zaradi tega, ker Daniel Ricciardo osebno pozna Romana Grosjeana. In videti nekoga, ki ti je znan v taki situaciji, je verjetno vse prej kot prijetno. Kritika Ricciarda je usmerjena na vse medije, ki praktično ponavljajo neke posnetke samo zato, da bi dosegli pozornost, nimajo pa nobene dodane vrednosti. Sam sem se srečal z mnogimi komentarji, ki so kazali v tisto smer, da včasih so bili vozniki drugačni, bolj pogumni, neustrašni, ni jih bilo strah smrti. Glavno je bilo, da so tiščali stopalko za plin. In verjetno tem nevzdržnim poznavalcem motošporta ni jasno, da eden izmed najbolj priljubljenih junakov Formule 1, James Hunt, je redno bruhal pred začetkom dirke, ker je bil živčen in se je bal nesreč. Malo kdo verjetno tudi pozna zgodbo, kako ga je prizadela nesreča, kjer ni bil nič kriv, ampak je posredno povzročil smrt Ronija Petersona. A bistvo je, da nekaterim so nesreče všeč in Formulo 1 dojemajo kot neke vrste gladiatorsko igro. Sam osebno takim ljudem ne morem reči navdušenci. So nekaj drugega, ampak ostal bom spodoben. A Ricciardo je šel korak naprej. Kritiziral je tudi znano serijo Drive to Survive. Namreč baje so v seriji malce napihnili dogajanje med njim in Carlosom Sainzom mlajšim. V resnici med njima naj ne bi bilo nobenega rivalstva. In zanimivo je, kako je Daniel pokazal, da nekateri, ukolikor ni zanimivih zgodb, si jih dobesedno izmislijo. In seveda, sedaj se moramo vprašati, kaj si mi, navdušenci, pravzaprav želimo. Nam je všeč Formula 1 kot šport? Ali gledamo na vso dogajanje tako kot na neko mehiško nanizanko? Namreč izgleda, da je zanimivo to, da se nekateri v bistvu izmislijo določeno dogajanje. Kolikokrat ste zasledili novico, katera mladenka je zapustila baje hotelsko sobo Lewisa Hamiltona. Prvič, kaj to nas briga, in drugič, kaj ima to zveze s Formulo 1. In zavedam se dejstva, da je Lewis Hamilton pogosto tarča na komentarjih raznih socialnih medijev. Nekaterim ni všeč njegova barva kože, drugim niso všeč njegovi politični pogledi. Tretji so se ustavili pri njegovem načinu prehranjevanja, tudi o tem smo že bežno govorili v preteklih prispevkih. A bistvo je nekje drugje. Bistvo je, da nam je všeč Formula 1. Sedaj, kakšne barve je koža Lewisa Hamiltona, če se vpraša mene, je irelevantno. Mene osebno briga, kako je hiter, in vse drugo sploh ni važno. Če nekomu ni všeč barva njegove kože, njegov politični pogled oziroma kaj se znajde na njegovem krožniku, ni to težava Lewisa Hamiltona, temveč tistega, ki ne razume, da to ne spada v Formulo 1. In kot sem že mnogokrat omenil,
Ta kanal je nastal zato, da se Formuli 1 da malce drugačen pogled. Namreč premnogokrat lahko zasledimo, da v raznih medijih se znajdejo dobesedno prevedeni članki, kjer posameznik nima izbire, nima nekega kritičnega pogleda na to, kaj se je pravzaprav v resnici zgodilo. Novica, ki je lahko izmišljena ali pa tudi ne. In kar je še slabše, novica, ki je lahko bistvena ali pa tudi ne. Težava je seveda v tem, da je poplava nebistvenih novic taka, da tiste glavne, tiste odločujoče, tiste, ki bi lahko dale neko dodano vrednost, enostavno izginejo. In seveda ne mislim si, da sem jaz tisti prvi in edini, ki vse ve in vse znam. Delam tisto, kar sam mislim, da je prav, in tu se kot ponavadi lahko motim. Mnogim moje vsebine, moji prispevki niso všeč, a zato imajo svobodno izbiro, da berejo, poslušajo, preučujejo druge vire. In pravzaprav osebno vam priznam, da takih posameznikov na mojih prispevkih si osebno niti ne želim. V življenju ni vse v kvantiteti, je nekaj tudi v kvaliteti. A vprašati se moramo res vsi mi, kaj pravzaprav hočemo od medijev, ki nam podajajo novice iz sveta Formule 1. So res bistvene avanture Lewisa Hamiltona in drugih udeležencev, ali je bolj zanimivo to, da razumemo, v kakšno smer bo šel razvoj? Naprimer, pred kratkim ste lahko brali, da je prišlo do kadrovskih menjav v tovarniški ekipi Mercedes. James Ellison bo zapustil svoje mesto tehničnega direktorja. Odpravil se bo stopničko više, a mnogi mediji, tudi v slovenščini, so to novico prevedli v navednicah tako, kot da se bo zadeva zgodila sedaj in ne šele čez nekaj mesecev. A seveda, malenkosti, ki za povprečnega navdušenca niso važne. Še kako so važne, če bo ta navdušenec na naslednji dirki videl Jamesa Ellisona v pedoku. Vprašal se bo, kaj pravzaprav tam počne, a ni zapustil mesta tehničnega direktorja. Seveda, in potem pridemo v tisto sfero, kjer nihče nič ne razume, vse je kompleksno in je Formula 1 brez veze. Vsi mi bi se morali vprašati, zakaj je tako pomembno novice selekcionirati, vkolikor se jih podaja jim nekaj dodati, označiti, kaj so povedali drugi in kaj je pri tem dodano strani avtorja, ter zadeve več ali manj lepo objaviti. Res, Formula 1 je hiter šport, a kar se tiče novic, je kdaj prehitro, preveč dramatično oziroma prešokantno, lahko tudi škodljivo. A kot ponavadi gre za moje osebno videnje in osebno mnenje, in če me bo ostalo kakšnega sledilca ali dveh, se zaradi tega ne bom žalil. A hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.